Radio Robin poslušate, Martin Arčon voščim dober dan. Veliko ljudi še vedno verjame, da sta njihova sreča in zadovoljstvo odvisna od zunanjih dejavnikov, piše in pravi moj gost, na katere nimajo vpliva. Zunanji dejavniki obstajajo, vendar smo mi tisti, ki se odločimo in odločamo, kako se bomo odzvali. Tako nekako velja tudi za partnerstvo. In prav partnerstvo postavljamo v ospredje, tudi zato, ker je korona kriza prinesla tudi krizo v odnosih. Če to drži, bomo zdaj izvedeli iz prve roke. Moj gost, kot rečeno, gospod Miran Peterman, coach, priznani, bom rekla, predavatelj, mentor, transformacijski trener in še kaj, kar bomo izvedeli in spoznali v pogovoru. Najprej dober dan. Lep pozdrav, Martina, hvala za vabilo. So odnosi res v krizi? V bistvu ja, to je zdaj zelo zanimivo vprašanje. Kakor kje, tam, kjer so neki odnosi bili že prej v redu, mislim, da ni nobene panike, ampak v bistvu dostikrat ljudje pravijo, sedaj toliko sva se spremenila, stvari so pač nekaj prešle na dan, ampak dejansko v bistvu jaz verjamem, da se ljudje ne spremenimo toliko, kot mislimo, da se spremenimo, ampak v bistvu se pač zaradi tega, ker se pač malo zmanjka nam energije in vsega tega, potem stvari pridejo na dan. Dejansko tisto, kar je že v osnovi bilo na nek način problematično. Ampak ne glede na to beremo, da je ločitev veliko več kot v preteklosti. Ja, v bistvu jaz tukaj dejansko gledam na neko revolucijo. Revolucijo, ki se je začela praktično z industrijsko revolucijo v prejšnjem stoletju na nek način, ampak bistveno bolj zdaj v sredini prejšnjega stoletja, najbolj tam okrog 1970 in potem naprej. Kaj se je dejansko zgodilo? V prejšnjem sistemu oziroma prejšnjem načinu partnerstev, ki za nekatere ljudi nažalost velja še danes, sta partnerja prišla skupaj na nek način iz nekih ekonomskih in čustvenih razlogov. Seveda pač tukaj je bila tudi ljubezen, ljubezen je vedno prisotna, ampak v bistvu partnerja sta skupaj prišla, ker je bilo to lažje. Lažje zaradi stanovanja, da sta skupaj ga kupila, ali pa najemnino, ali pa zgradila hišo, potem v bistvu, da ni lažje bilo plačevati vsega, račune, otroke vzgajati, in potem v bistvu tudi iz čustvenih razlogov, da nista bila sama, osamljena in tako naprej. Ampak dejansko potem, ko so pa ženske se začele osamosvajati, pa je ta faktor, ta potreba po odvisnosti, potreba po moškem skrbniku izginila. In partnerje dejansko nista več skupaj, ker sta to prisiljena, nekateri so še vedno prisiljeni, pač ker ne želijo hiše razdeliti in tako naprej, ampak dejansko partnerje sta skupaj zato, ker tako hočeta. Ker se naj bi imela lepo in skupaj boljše. Tako, vrhunsko. Tako, in če temu ni tako, gremo prehitro narazen, kaj pravite? Odvisno, ja. Zdaj v bistvu neko tendenco, ki jo opažam, nažalost, super, da pač tukaj upam, da čim več ljudi lahko to posluša, je, da večina, ker pač načeloma ženske poskušajo to reševati, moški se nekako umaknemo, ampak v bistvu edini način, kako ženske poskušajo reševati, je s pogovorom. Se mora pomeniti, se mora dol usesti, sem ga vprašala, pa naj mi pove, pa naj mi obljubi, ampak to je v bistvu dejansko, če ne spremenimo mi načina komunikacije, če ne spremenimo, v bistvu ne razumemo, kako sploh z moškim dejansko moramo komunicirati, potem ga samo potisnemo v kot, se zapre, pobegne, je ves čas v delavnici v prvi fazi, na vrtu, kjerkoli dela, druga faza je pa potem pač v gostilni, še vedno. In kako rešiti partnerstvo, kadar, če vas razumem, moški noče sodelovati? Tudi o tem bova govorila v nadaljevanju. Še kar nekaj zanimivih, mislim, da vprašanj imam na spisku. Prvo naslednje bo, kako premagati vzpone in padce. Bodite z nami.
Radio Robin poslušate, kako premagati vzpone in padce v partnerstvu ali, kot sem že prej nakazala, kako rešiti partnerstvo, kadar moški noče sodelovati. Miran Peterman, vprašanje za vas. Moja izkušnja in jaz verjamem, da je ženska ključ v odnosu, seveda bom rekel, zdaj tukaj je spet debata, zakaj ves pritisk so težo dajemo na žensko, ampak dejansko, bom rekel tako, moški so na nek način, jaz gledam kot medvedki. Ne. Dejansko, če jih na ta prave tipke pritisnete, so zelo hitro začnejo brundati. Moški mogoče na nek način nismo toliko zahtevni. Ne. To bi držalo. Super. Po drugi strani pa v bistvu, če moškemu ali pa medvedku, bom rekel, pritisnete na napačne gumbe, pa potem začne renčati in je siten. Tako da veliko lažje je moja izkušnja, če ženska razume, zakaj gre, da ženska zna voditi moškega, ne? Ampak tukaj je mogoče ena zanka, ne? Da ga zna voditi na način, da on tega ne opazi. Ker v bistvu tisto, kar še dostikrat slišim in je precej zastarelo, je, sem ti rekla, kdaj me boš poslušal, koliko ti moram še povedati. Ne? To so v bistvu neke šalčke, ki jih nekateri v partnerstvu še vedno, bom rekel, se pravi, ženska predstavljajo. Naj bi znala, če vas na hitro povzamem, negovati odnos, naj bi držala vajeti v rokah, ampak naj se to ne bi videlo tako. To je ena stvar. Mogoče prva stvar, ki ste gotovo že slišali, tudi par pregovorov je, ne, če je ženska srečna, če je mama srečna, žena srečna, potem je cela družina srečna. Ženska je v bistvu, bom rekel, bolj kompleksno bitje, ne, sami tudi veste. Ne. Tako da v bistvu, ja, ko je ženska srečna in da dejansko je ona sama odgovorna za to srečo, ne, potem v bistvu je bistveno lažje v odnosu. Zakaj se partnerja sploh oddaljita? Kje se začne vse skupaj krhati? V vsakem partnerstvu je na začetku vse tako zelo lepo in idealno, ne? Potem pa kje kiksnemo? V bistvu ni stvar, da kiksnemo. Ne? Mislim, kiksnemo zato, ker dejansko nepripravljeni pridemo v sam odnos. Ker način, kako mi pridemo v partnerstvo, je, da pustimo, da čustva vodijo celotno situacijo. Nekdo nam je všeč, ne, zaljubimo se, všeč me, kako se počutimo in tako naprej. Ne. Nimamo znanja, omejeno znanje imamo, ne, da se dejansko ne pogovorimo o pričakovanjih, ki jih imamo glede partnerstva, ne, potem o svojih prepričanjih, o vrednotah, ne, in potem se enostavno zgodi, da se znajdemo ona noseča in začnemo iskati stanovanje in v bistvu potem šele začnemo spoznavati partnerje, kdo sploh je, kaj mu je pomembno. Ker dejansko na dolgi rok potem, ne, če partnerja imata neko vizijo, kaj hočeta v življenju doseči, kdo hočeta postati, ki je večja od tega samo, da bosta zgradila neko hišo, nek vrt in tako naprej, kar je v bistvu isto dostikrat samo nek pobeg od nekega odnosa, ne, in na tak način dejansko partnerstvo zelo težko preživi. Zakaj v današnjih partnerstvih prisotno nezadovoljstvo, kaj opažate pri svojem delu kot coach, ki se ukvarja s partnerstvom in odnosi, vas, gospod Miran Peterman, vprašam po glasbi. Tudi pri svojem delu verjetno, gospod Miran Peterman, opažate, da je prisotno nezadovoljstvo, neizpolnjenost, da so problemi pri komunikaciji, da je manj povezanosti, manj spoštovanja in celo manj intimnosti. Zakaj je temu tako? Če greva čisto na koncu, intimnost je dejansko, razen za tiste, ki intimnost jemljajo, bomo rekla, na nek način kot šport, ne. Intimnost je dejansko samo nek vrhunec nečesa, kar ti dejansko deliš z svojim partnerjem, ne. Ampak nezadovoljstvo je v bistvu zato, ker smo sami bolj ni problem partnerstvo, ampak oseba, kot govoriva o ednini nezadovoljstva najprej, ne? Tako. Zato, ker jaz izhajam vse iz tega, da sta partnerstvo dva srečna, zadovoljna, zabavna, samostojna in uspešna posameznika,
ki delita drug z drugim življenjsko izkušnjo. Ne. In kjerkoli tukaj dejansko nečesa ni, ne, ko pridemo v partnerstvo, zato ker smo osamljeni, ker pač ne moramo biti sami, ker rabimo nekoga, da bi nas podprl. Ne. V bistvu v partnerstvo dejansko pridemo na nek način, kakorkoli se že sliši, ampak dejstvo je, da vedno velikokrat pridemo iz šibkosti, ampak dva šibka partnerja dejansko ne morata narediti nekega srečnega in zabavnega partnerstva. Kaj pa je srečno in zabavno partnerstvo? V bistvu srečno in zabavno partnerstvo je, da dejansko mi najdemo nek smisel življenja, neko vizijo, nek zakaj in dejansko uživamo v svojem razvoju. Ker če se mi ne razvijamo, ne vem, mogoče najlažje boste razumeli, recimo, če se ukvarjate z športom, ne, ko greste teč, ali pa recimo v fitness, ne, dejansko ste izpolnjeni, ne, potem recimo pač se dobro počutite, imate željo po še in tako naprej. Ampak isto so tudi, bom rekel, ostali deli našega življenja. Ne. Če hočemo biti srečni, če hočemo v bistvu biti pozitivni, moramo dejansko sebe hraniti za pozitivo. Moramo delati na sebi, moramo pač dati v svoje življenje neke rituale, ki nas podpirajo, ne, kot so pač lahko meditacija, sproščanje, energijsko polnjenje, branje in pa seveda pač, bom rekel, tudi najbolj pomembno je, da občasno dejansko preverimo našo situacijo. Ker pogledajte, recimo, dokler smo v osnovni šoli, srednje šole in potem fakulteta, dejansko je način dela je vedno tako, vi neko gradivo poslušate, preberete, ne, in potem nekdo preveri, če to razumete. Ampak potem, ko se pa osamosvojimo, nekateri pač zaradi posla še to delajo, je pa dejansko tako, da ves čas nekaj konzumirate, neke informacije in dejansko niti ne preverite, ali pravilno razumete, ali je to res prava informacija o pravem trenutku. V bistvu vse to je, bom rekel, ta neka osebna rast je, bom rekel, bolj tako, ne, da če bi v fitnessu tako delali, na tak način nobeden ne bi imel lepih nog in six-packov. Pred časom ste izjavili, da pari, ki delajo stvari skupaj, ostanejo skupaj? Morda je čas, da si postavimo vprašanje, kaj pa midva počneva skupaj? Ja, absolutno. Ne. Najbolj pomembno se mi zdi, da para imata neko vizijo. Ne. Ampak vizijo dejansko, ki jih poganja, da tudi sama nekaj delata na sebi, ali to bereta, ali meditirata in tako naprej. Ne. Zato, ker če edina vizija v paru, ne, da ne vem, letos bomo pobarvali ograjo na balkonu, drugo leto bomo pa škarpo okrog vrta popravili, ne. Dejansko te stvari se, bom rekel, kako bi rekel, da enostavno to je morati. Izgubijo. Morda, da ločimo vizijo od tega morati in želeti? Mi imamo neko vizijo, kaj dejansko partnerstvo pomeni. In neka slovenska zgodba je, da pač ključ je, da zgradiva hišo ali saj kupiva stanovanje. Če sva v najemu, je že nekaj narobe z nama, potem pa pač rabimo enega golfa pred hišo. Ampak v bistvu to ni to, ne? Ker v bistvu v partnerstvu smo skupaj zaradi nekih izkušenj. Nobeden ne razmišlja o tem, kakšen partner pa jaz hočem postati. Gospod Peterman, ker naš čas nekoliko priganja, me zanima, postaviti si vizijo, kaj bi lahko bila dobra vizija za partnerstvo, konkreten primer. V bistvu, pogledajte, jaz sem ravno včeraj razmišljal v poslu, ne, ogromno ljudi dela na sebi, ne, ampak potem tisti, ki so pač na teh pozicijah, da imajo neko, vedno je tukaj neka korist, ne, ampak potem pa grejo vedno na nek tečaj komunikacije, tečaj nekega obnovijo, neko vizijo za življenje, postavljanje ciljev. Ves čas obstaja neko delo na sebi, ki dejansko potem v bistvu tudi dviga boljšo počutje, srečo, zadovoljstvo, izpolnjenost. Imamo tukaj v skupaj imamo vse dimenzije in vse te stvari, če jih delamo pravilno,
se nam morajo kazati tudi v naši materialni situaciji. Se pravi, če vzameva konkretno vizijo za partnerstvo, kaj bi ta lahko bila? Ja, v bistvu prva stvar je, da dejansko si data vizijo, kdo hočeva postati, kakšno partnerstvo moramo imeti, kakšne so najne navade, kar se tiče, kakšna ljubimca hočeva biti, kakšna starša hočeva biti. Ampak iz tega ven postavljam vprašanje, če je v veliki večini primerov tako, da imata moški in ženska različne potrebe, na to vprašanje odgovorimo po glasbi. Radio Robin in partnerstvo v ospredju. Miran Peterman, coach, partnerstvo in odnos je tisto, kar je v njegovi domeni in zato je danes naš gost. Prepoznavamo potrebe moških in žensk, so te zelo različne, kaj ugotavljate pri delu s partnerji? Gre za to zopet, preden mi pridemo skupaj, če se mi ne pogovarjamo, kakšna pričakovanja sploh mi želimo, potem dejansko kakšne so naše vrednote, potem lahko pride do velikih razhajanj. Ker v nekem primeru je, sprejemljivo za nekoga, da pač gresta, eden izmed partnerjev rajši hodi v gore, drugi rajši na morje, ne? In dejansko seveda lahko delaš nek kompromis. Greva enkrat enkrat greva drugam. Ne? Ampak mogoče, če imaš jasno sliko, kaj si ti želiš v partnerstvu, kakšno partnerstvo pač želiš zgraditi, potem najdeš takšnega partnerja, in se ne zadovoljiš prej, ne? Pač problem je vedno v tem, ker smo toliko osamljeni in smo zadovoljni s prvim, ki pride, ne? In potem najdeš partnerja, s katerim lahko skupaj gradita in gresta skupaj, se odloča, greva zdaj bo zdaj to naredila in tako naprej. Ne? Pač nivojev partnerstev je več in sami se pač odločamo, na kakšnem nivoju se sploh mi to zadevo hočemo iti. Na nek način. Vi ste mnenje, da je prav, da pari delajo skupaj stvari, da je v takšnih odnosih več možnosti, da bo več zadovoljstva v partnerstvu. Jaz bi rekel tako, da če imaš nekoga, s katerim gradiš in dejansko potem več kot imaš nekega dajanja in sprejemanja, zagotovo je več sreče. Ne? Ker ko imate vi 10 prijateljev in z enim hodite enemu, z vsakim imate malo interakcije, malo tega. Ne? In če partnerja nimata veliko stvari, ki jih delata skupaj in v bistvu ne uživata pri tem, potem dejansko kaj tukaj delita, zakaj sta sploh skupaj, sta stanovalca ali kako. V partnerstvu imamo vzpone in padce, vi se ne strinjate s tem, da je pač to del odnosa, da je to nekaj normalnega, del ljubezni. Zakaj? Ja, v bistvu. Najprej rečemo, ko smo zaljubljeni, je vse lepo, potem pa tisto, kar se dogaja, pa potem ljubezen, ne, da gremo gor in dol. Glejte, v partnerstvo noben ne pride kot nek nepopisan papir, pridemo z preteklimi izkušnjami. V bistvu vse te stvari pač energijsko nas te izkušnje poškodujejo. Eni pridemo iz različnih vez. Ne. In dejansko vse, kar se nam dogaja v tem odnosu, ne, gledamo skozi prizmo teh preteklih izkušenj, preteklih poškodb, dostikrat pač pričakujemo zaradi slabih izkušenj nek napačen rezultat, ne, in zaradi tega se potem pač stvari nabirajo in potem pride do nekega padca ali nekega konflikta, potem se zopet pomirimo, se spet dogovorimo, kako bo in potem gremo zopet naprej. Ne. Ampak ves čas dejansko se moramo izogibati in gledati, kaj bomo rekli, kako bomo rekli, kdaj bomo rekli. Ne. Za neke pomembne odločitve, včasih mi gospa reče, ne morem ga zdaj vprašati, moram počakati na pravi trenutek, ves čas pazimo, da ne stopimo drugemu na žulje. Ne. In to so v bistvu vse energijske poškodbe, energijske rane in energijske blokade. Ne. In te stvari se da pozdraviti, te stvari se da odstraniti, te stvari se da tudi ta naboj, da mi ne eksplodiramo, ko nam nekdo nekaj reče, se da razelektriti, ne, da dejansko postanemo to in smo lahko tisto, kar smo, da smo potem svobodni, da ne rabimo ves čas paziti in to. In to je dejansko, osnova in za partnerstvo in ravno tako za celotno življenje. Marsikdo ostaja v odnosu z nekom, ki ga ne ceni. Spoštovanje naj bi bil temelj enega partnerstva. Ja, v bistvu vedno je tako. Ne? Zdaj,
pač tukaj mogoče neka tematika, ki je ta pop psihologija, kar je v bistvu, bom rekel, zelo problematična. Ne. Nekoč boš našla nekoga, ki te bo cenil. Ne. To je v bistvu, če pogooglate, je ogromno teh člankov, ampak to dejansko ne drži. Našla boš nekoga, ki te bo cenil, ko boš začela sebe ceniti. Ker standard, odnos, ki ga imaš ti do sebe, dejansko ti projiciraš do drugih. Če ti sebe ceniš in dejansko naletiš na nekoga, ki te ne ceni, avtomatsko greš naprej. Ne. To pomeni, da ljudje, ženske, ki sebe toliko ne cenijo, ki jim toliko manjka ljubezni, pristajajo na neke takšne pogoje, da potem nekdo z njimi ravna na tak način. Pri partnerstvu smo, partnerstvo je dejansko ekipa in ekipa mora podpirati drug drugega, si stati ob strani, pravi moj gost, Miran Peterman, ki bo nekaj koristnih nasvetov podal tudi po glasbi. Miran Peterman je moj gost. Kako premagati vzpone in padce v partnerstvu, zakaj tako hitro zbežimo drug od drugega, seveda z vero, da bo naslednji boljši, ampak predvsem delo na sebi je tisto, na katerega vedno znova pokažete ali usmerite prst. Miran Peterman, drži? Ja, absolutno, ne, ker v bistvu, poglejte, če rečemo, ne, zdaj bo pa drugače, ne, potem se moramo vprašati, zakaj bo drugače? Ne, ker po definiciji se naše življenje spremeni, ko nekaj novega pride v naše življenje. Ne. Dostikrat ljudje rečejo, da pač zdaj bom pa delala drugače, kot sem prej, ne, ampak to drugače še ne pomeni, da je pravilno. Se pravi, zavestna odločitev ali srčna odločitev ali kako? V bistvu je tlele bolj prava odločitev, ne? Zato ker če nimaš znanja, potem imaš lahko narediš srčno ali zavestno ali karkoli, ne? Če nimaš pravega znanja in v bistvu ne veš kako. Pred kratkim ste se razpisali na temo, kaj storiti, ko partnerja nista usklajena v spolnosti. Tudi to je pomembna začimba odnosa, kaj ne? Ja, absolutno. Glejte, v bistvu mi smo prej govorili o teh energijskih blokadah, energijskih poškodbah, ne? In ravno te energijske poškodbe so v glavnem razlog, zakaj ženska po eni strani se ne more odpreti, ne more zaupati, se ne more predati. Ne? Ker ko imaš neko poškodbo odprej, ne, je dejansko to problem. Ne? Ampak po drugi strani pa, ker pač vedno pridemo skupaj na nek način energijsko na istem nivoju, imamo pa moškega, ki je ravno tako nekaj poškodovan. Ne? Ampak tendenca moški pa dejansko, bom rekel, frustracije preko spolnosti želimo dati ven. Seveda ogromno moških pač to drugače besedno pove, ampak v bistvu dejstvo je, da je to isto. Ne? In potem imamo nekoga, dva, ki sta dejansko poškodovana, ne? On bi več, ne? Ker pač drugače ne zna, ne? Ona pa dejansko ne bi, ker ima v bistvu jo vse te stvari pač blokirajo, ni sproščena in vse te zadeve. Ne? In tukaj je pač problem. Ne? Moramo pozdraviti in potem je lahko srečna spolno. Pravite, da imata moški in ženska različne potrebe glede spolnosti? Mislim, da ne. Jaz mislim, da dejansko pridemo na, bom rekel, energijsko smo si zelo podobni. Ne? Dostikrat v bistvu zgleda, kako ona je pač, ne vem, da je ona, bom rekel, zelo za osebno rast, on je pa potem, ne vem, ves čuden in tako naprej. Ampak to je samo krinka. Dejansko se vedno pokaže, da če je nekdo v eno smer, bom rekel, ima neko, ne vem, a je odprt za osebno rast, odprt za duhovnost ali pa recimo tudi to, potem je ravno tako tudi drugi. Seveda pot v bistvu, ko očistimo tiste blokade, ki pač to zadevo prekrivajo. Tako da v bistvu jaz mislim, da sta moški in ženska si oba želita uživati, si oba želita spolnosti, si oba želita biti srečna. Razen problem so pa pač te poškodbe, zaradi česa nas je strah, zaradi česa pač se bojimo, se zapremo in tako naprej. Zakaj pravite, da je prišel čas, ko moramo spremeniti naš pogled na partnerstvo? Ja, v bistvu ravno zaradi tega, ne, da dejansko nehamo kriviti partnerja, nehamo kriviti okoliščine za to, da nismo srečni, da nismo zadovoljni, ampak da dejansko res rečemo, najprej
v bistvu partnerstvo je dejansko osebna rast. Ko jaz postanem srečen, zadovoljen, zabaven, ko sem uspešen, ne, potem ni razloga, ne, recimo nekdo, ki je samski. Ne. Glejte, katera ženska, ki je dejansko zabavna, dobra družba, kdo si ne bi želel biti z njo? Mora biti vrsta. Ker če nimate vrste, pomeni, da nekaj delate narobe. Se vidite recimo te uspešne ljudi, igralce, pevce, vse to, ne, imajo energijo, izžarevajo seksapil, ne. Seveda, druga stvar je, da pač v nekih drugih oblikah se ne znajo iti partnerstva, ampak to je druga zgodba. Ampak dejstvo je, da imajo ves čas vrsto, ves čas je zanimanje za njih, ne. In če ni vrste na levi in na desni, potem pač se moramo vprašati, kaj še, česa še ne vemo, česa še ne delamo, ne, in tako naprej. Za konec mi povejte, katero vprašanje naj si postavimo in vsak pri sebi nanj odgovorimo glede partnerstva, zato da bo pravzaprav nakazana naša smer zadovoljstva, ali ne? Ja, v bistvu, poglejte, ravno tako, kot sva zdaj ugotovila, ne, da partnerstvo je tesno povezano z osebno rastjo. Ne, in če sta partnerstvo dva srečna, zadovoljna, zabavna, samostojna in uspešna, ne, okay, to je neka mantra, ne, se dejansko vprašate, okay, a sem srečen, zakaj nisem, a sem zadovoljen, zakaj nisem, a sem zabaven, se znam zabavati, ne. Ker v bistvu je tako, ne, rabim nekoga, da mi ne bo dolgčas, ja, fajn, a tisti, ki bo pa potem prišel, bo pa umrl dolgčasa zraven tega. A me razumete, tega sploh ne razmišljamo, ne. To isto kot recimo včasih so bili oglasi na ne vem, ki so že bili ti Salamonov oglasnik, ne, razočaran v ljubezni iščem neko, ki bi me izpolnila. Ja, ne vem, čakajo prav, da enega nesrečnega dobijo. A me razumete, ne? Se pravi, tu je še ena iztočnica, mogoče čisto res za konec. Verjamete v uspešno ljubezen parov, ki se najdejo prek družbenih omrežij, prek raznih portalov, on in podobnega? Glejte, energijsko vedno pritegnemo v svoje življenje partnerja na svojem nivoju. Ko smo v 4. razredu, je partner iz 4. razreda. Ne? Ampak ponavadi nam je vedno, ko rečemo, ni partnerjev. Ampak tisti partner, ki nam je všeč, je v 8. razredu. Ampak on nima z nami kaj početi. Se pravi, moramo tudi mi priti v 8. razred. To pomeni, da greste lahko vi v cvetličarno ali pa na on, boste dobila istega partnerja z istega nivoja, nima veze. A je to preko spleta, a je to preko česarkoli. Lahko greste samo, ne vem, nekam greste v trgovino, a me razumete? Se pravi, ta energija je zelo pomembna. Absolutno. Tisto, kar smo mi, tisto, kjer smo mi, ne, in zato so recimo tudi razni taki nasveti, ne, moraš biti pogumen pa vprašati punco, da tisto, ki ti je tam všeč, zašankam. Ja, v redu, si pogumen in jo vprašaš, ampak tudi ona, če se bo odzvala, je z istega nivoja, kot si ti. To pomeni, da ti moraš pri sebi povedati, bolj kot si ti srečen, bolj srečen ljudi dejansko pritegneš v svoje življenje. In mogoče, zaključila bom z vašimi besedami, je danes dan za nov začetek. Super. Hvala lepa za tale pogovor, Miran Peterman. Verjamem, da je tema, ki bi jo lahko razdrobila na drobne koščke in sestavila en krasen mozaik, ampak morda kdaj drugič. Za danes hvala in